Tisočletja pred našim štetjem stari Egipčani verjamejo, da v življenju ljudje prehajajo skozi 12 duhovnih stopenj, zadnja 13. pa naj bi bila smrt. Tudi v antiki, torej v obdobju starih Grkov in Rimljanov, je 12. pomembna. Na Olimpu je 12 bogov, leto je sestavljeno iz 12 mesecev, poznajo 12 zvezdi z živalskimi imeni, dan sestavlja 2 x po 12 ur. 13. je zato zelo neprimerno število. Pojmovanje 13. pa je povezano tudi s krščanstvom. Jezusa po zadnji večerji namreč izda prav 13. apostol. Število 13 najdemo v številnih mitih sveta, tako na primer starodavni norveški mit pravi, da je bog Odin priredil večerjo le zase in za 12 bogov, pri tem pa je pozabil povabiti boga ognja Lokija. Ta je na večerjo prišel nepovabljen, se pravi kot 13. in se je zato maščeval. Kdaj pa je postal nesrečni dan petek? Rimljani ob petkih usmrtijo obsojence, prav tako ob petkih konec 19. stoletja upravljajo usmrtitve v ZDA. Petek kot dan nesreče pa je povezan tudi z dogodki iz Biblije, saj je veliki petek za kristjane dan žalosti ob Kristusovi smrti. Torej, v preteklosti so na različnih koncih sveta ljudje verjeli, da 13. poruši red, ki ga vzpostavi 12., saj ta pomeni celoto. Več kot 100 let pa povezava petka in 13. nekaterim pomeni tudi nevarnost in nesrečo.